Živijo? Midva se pa prišla na opazovanje zvezd. Odlično, prišla sta na pravi kraj. Tukaj je Astronomski observatorij Univerze v Ljubljani in tukaj imamo polno različnih teleskopov, s katerimi vam bomo marsikaj zanimivega pokazali, kar se dogaja in kar je prisotnega v vesolju. S čim lahko opazujemo nebo? Najbolj enostavno je, da nebo opazujemo s prostimi očmi. To je zdaj najbolj naravna stvar, kar jo lahko naredimo. Seveda pa lahko pri tem uporabljamo tudi daljnoglede ali pa teleskope. In daljnogledi in teleskopi imajo pa to lepo značilnost, da zberejo veliko več svetlobe kot naše zenice, kar pomeni, da lahko z njimi opazujemo tudi zelo šibke, take bledikaste objekte v vesolju. In to pomeni seveda, da lahko opazujemo tudi kakšno oddaljeno galaksijo, kakšno kopico raznih zvezd ali pa kakšno meglico. Kaj pa vidimo na teh kartah? No, to je zdaj ena zvezdna karta, posebna karta, na kateri lahko razberemo zvezde, ki so tukaj nanizane pač do določenega sija, torej najbolj svetle zvezde, dajmo jim reči. Poleg zvezd pa imamo tukaj na primer še galaksije in še nekatere meglice, ki so lepo pač razporejene po nebu. Imamo pa na razpolago tudi druge inštrumente, recimo zelo enostaven inštrument je vrtljiva zvezdna karta, kjer lahko na določen dan in na določen čas razberemo, kakšno je nebo nad nami, torej kateri del neba bomo videli. Druga stvar, ki imamo tukaj na razpolago, je pa tale sfera. Na njej so narisane zvezdice in ozvezdja tudi označena in poleg tega imamo pač v sredini Zemljo in še Sonce. In ta nam pove v bistvu, kaj lahko z naših krajev sploh vidimo. Torej vse, kar je nad to ravnino, je v bistvu nekaj, kar vzhaja in zahaja, kar lahko vidimo. Vse, kar je tukaj spodaj, pa v resnici ne vidimo. In torej tukaj so južna ozvezdja, tukaj pa severna ozvezdja. No, zunaj smo videli, kaj lahko vidimo na severni polobli, nebesni polobli, v resnici pa na tem observatoriju lahko opazujemo tudi južno poloblo. In sicer v tej sobi se nekateri izmed naše skupine povežejo z anglo-avstralskim teleskopom in si tako nastavijo torej vse programe, zato da lahko upravljajo anglo-avstralski teleskop in z njim opazujejo tudi južno nebo. To, kar vidimo na monitorju, a to je ta teleskop? Ja, tako, ta je teleskop, s katerim se dal v Avstraliji opazuje in tukaj pa vidimo, kako se vrti nočno nebo okrog tega teleskopa. A potem v Avstraliji vidijo drugače nebo kot mi? Ja, tako je. Recimo velikega in malega voza ne vidijo v Avstraliji, vidijo pa na primer dve packi na nebu, ki se jim reče veliki in mali Magellanov oblak, to sta pa bližnji pritlikavi galaksiji. So pa čudovite galaksije, ki jo lahko vidimo tudi tukaj na sliki. Zdaj bomo opazovali nebo. Najprej poglejmo si, kaj vidimo tukaj zgoraj. Luna, mislim mesec. Luno, pa oblake. Ja, no, Luno. Dajte pa zdaj sta opazovala z prostimi očmi. Kaj pa vidita, če pogledata skozi ta binokular? Malo se vidi kraterje, ja. Aha, no, zdaj pa poskusita pogledati skozi ta večji binokular. O, kako se lepo vidijo kraterji. Daj, da še jaz malo pogledam. Wow. Tukaj se pa res veliko bolj živeti, kot s prostim očesom. No, zdaj sta pa pri nekoliko večjem teleskopu, skozi katerega bosta pogledala. In ne bo več Luna, čaka vas presenečenje. Kje pa pogledam? Tukaj zgoraj boš pogledal. O, Saturn vidim. Tako je, vroče ima. Ja. A lahko še jaz? Ja, lahko. Wow, res je lep. A gremo zdaj še pogledat pravi profesionalni teleskop? Ja, pejmo. To je zdaj profesionalni teleskop, kar boste videli tukaj, je pa 80-centimetrski teleskop. To pomeni, da ima veliko zrcalo, ki ima premer 80 centimetrov. Koliko boljš bi pa s tem teleskopom videli, na primer, Saturn? Glej, Saturn je še celo presvetel za ta teleskop. Namreč s tem teleskopom si lahko ogleduješ take objekte, ki so zelo šibki, recimo kakšne meglice ali pa kroglaste kopice. Take stvari, ki jih drugače naše oko ne uspe zaznati, ker niso dovolj svetle.
Kje pa je tukaj kukalo za gledati? V bistvu tukaj ne rabimo kukala, ker slikamo s kamerami in te kamere kar direktno na računalnik povežemo in te slike potem gledamo kar preko računalnika. Kako pa ta teleskop sploh deluje? Ja, to imamo mi vse nekako avtomatizirano. Vse smo povezali na računalnik in računalnik sporoča teleskopu, kje se neka zvezda oziroma meglica oziroma objekt na nebu nahaja. To teleskopu sporoči in teleskop se tja obrne. In tako v bistvu potem počasi sledimo tej zvezdi, ki se premika oziroma objektu, ki se premika po nočnem nebu. Ta teleskop pa res dobro dela. Pa gremo še malo ven gledati zvezde. Ja, z najnim teleskopom. Olej, koliko je lepo to zvezdnato nebo, vse te zvezde. Zdaj, mednarodna vesoljska postaja, tam je Pija. Že Pija! Ona ziher zelo lepo vidi zemljo iz tam gor. Ja, res.